Marsikdo se bo gotovo strinjal z mislijo, da je najlepši dodatek v domu rastlina. Pričemer je beseda dodatek močno v navednicah, saj gre vendar za živa bitja, ki nam skrb in ljubezen vračajo s tiho prisotnostjo, stanovitnostjo ter nemo lepoto. Sploh pa beseda dodatek ni več na mestu, ko gre za naslednje stanovanje. Tam je zelenje namreč v taki številčni premoči, da sta skorajda že lastnika sostanovalca rastlin. Ostati doma ob tako prelepih zelenih prijateljih, kot jih vidimo tukaj, pa morda res ni težko. Urška in Gašper, ki sta naša današnja gostitelja, nam bosta zdaj povedala, kdo je v resnici glavna zvezda v tej njuni čudoviti džungli. Urška in Gašper, živijo. Povejte mi, je tale vajna čudovita džungla posledica kakšne karantene ali je ta ljubezen že odprej? Ja, v bistvu, ko se je karantena začela, je naša najina džungla približno izgledala tako, kot že zdaj izgleda. Midva sva približno 4 leta že skupaj, se pa najina ljubezen začela kar kmalu potem, ko sva se spoznala, tako da... Ljubezen do rastlin, namreč. Ljubezen do rastlin. Pa tudi ja, obe ljubezni sta se začele. Ja. Tako da je že kar dolgo z nama. Simpatičen mladi par iz Kranja, Urška in Gašper, nista klasična ljubitelja cvetočih rož, saj obožujeta sobne tropske rastline z zanimivimi listi. V svojem mansardnem stanovanju imata približno 200 cvetličnih lončkov različnih eksotičnih vrst. V njunem primeru bi lahko rekli, da se tudi prva rastlina ne pozabi nikoli, saj ima njuna prva skupna monstera prav posebno mesto v središču stanovanja. Jaz sem zelo ponosen na tole monstero, kaj je tamle. In sicer zato, ker je nekako začetnik te najine ljubezni. To je bila ena izmed prvih rož, ki sva jo dobila. Dobila sva jo kot podtaknjenec od Urškine mami. En listek je imela samo, En zdaj pa listek jih je ima imela. že ogromno. To je bilo mogoče že 3 leta in pol nazaj. Tudi monstere hitro rastejo in vsak nov listek ima več fenestracij, to so te lukance noter in te zareze v listih. In je zanimivo gledati vsak nov list, kako jih ima več teh zarez, kako je vsak drugačen. Kaj je tisto glavno, kar te vodi k temu, da si toliko obilno zapolniš stanovanje z zelenimi prijateljicami? Ne vem, že sam vzdušje tle v stanovanju je nekaj posebnega. Meni je tudi ena velika strast, recimo skrb za rastline. Kot ena terapija je to zame, no, me pomirja in... Tudi sama rastlina kot nek tak dodatek v stanovanju, a ne, fajn je tudi rastline spremljati, kar rastejo. Tako da nekako vsakič, ko prideš v stanovanje, je stanovanje drugačno, a ne. Nekako raste tudi z nama ta stanovanje. No, Stanovanje je živo. Ja. Stanovanje je živo. Da ima v stanovanju ne bi zmanjkalo prostora za rože, se naša sogovornika ne bojita. Naredila sta nove police, plezalkam speljala pot po steni in se poslovila od nekaj kosov pohištva. Ko sva začela, sva rastline večinoma imela po tleh. Poj se jih je pa toliko nabral, da nam je v bistvu po tleh zmanjkalo prostora in sva mogla tudi v višino, a ne? In zaradi tega je pač tudi zelo veliko polic v tem stanovanju, kakšne sva sama naredila, kakšne sva kupila. Definitivno so pa stvari najbolj šle ven, zato ker sem mogla narediti prostor za rastline. Pohištva sva se veliko znebila. Ja. Zaradi rastlin sta tudi zamenjala spalni kotiček. Spalnico na vzhodni strani sta prepustila rastlinam, saj jim dopoldansko sonce bolj ustreza. V tej sobi se poleg rastlinjaka z bolj zahtevnimi rastlinami, ki potrebujejo več vlage ali bolj konstantno temperaturo, skriva še ena eksotika na 4 nogicah. Gre za leopardjega gekona po imenu Soso. Čeprav ne prihaja iz džungle, ampak iz bolj skalnatih pobočij, se tu počuti odlično. In zanimivo mi je, da sta se kljub toliko žive zelene barve odločila tudi, da imate veliko zelenih odtenkov v vajinem stanovanju. Mislim, pohištvo in stene. Ja, to pa še zraven. Urška ima kar dober smisel za to, no, tako da je ona tudi nekako odtenke zbrala in to. Ja, jaz v bistvu tudi rastline postavljam skupaj po barvah, recimo živo zelene rastline, ki se mi zdi, da pašejo skupaj, damo en del skupaj. V kuhinji, ki ima recimo ta bolj modrikast odtenk, so take rastline, ki imajo bolj modre, srebrnkaste barve. Urška in Gašper vsem, ki bi radi ozelenili svoj dom, pa ne vedo, kje začeti, svetujeta, naj si najprej priskrbijo nekaj manj zahtevnih rastlin, za katere bodo lahko zlahka skrbeli. Kako pa gre človek na dopust pri 200 rastlinah?
Ja, to je lahko definitivno izziv, ampak tukaj imamo mi dva res srečo. V bistvu in moja mama, moja sestra in moja najboljša prijateljica imajo vse, tudi so ljubiteljice rastlin in tudi znajo z njimi delati. Tako da ena od njih vedno skoči takrat, ko greva mi dva na dopust in poskrbi za to. No, in res sem jim hvaležna za to. Lepo. In ko prijeta z dopusta, je še zmeraj številka 200, ni potem 198. Ja, so se tudi že zgodile kakšne neprijetne stvari, ampak sicer zelo lepo poskrbijo, res ne bi mogli biti boljše. A lahko pride do ljubosumja v smislu, z Rožo se lepš pogovarjaš, kot z menoj? Ne. Mogoče z Rožem se ne pogovarjava glih tako ena na ena. Tako da bi rekel, da se pogovarjava. Se pa pač z njimi. tudi zgodi, ja, da kdaj kakšni kaj rečeš. Naprimer, če sva dolg časa na dopustu, pridemo domov, jih ziher pozdravlja, a ne. Če kakšno novo kupva, a ne, tudi rečva dobrodošla. Pozdravljena med zasadami, med tako, ostalimi. ja. Drugače pa ne vem, tudi dosti se glasbe vrti v tem stanovanju, tako da po moje jim je tudi to všečno, da kar dobro vpliva na njih mogoče.